Pozdravljeni v drugi epizodi podcasta Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V današnji epizodi bomo govorili o kampanji Nisi ok, povej naprej, ki jo izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah. Cilj kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije težav, stisk in motenj v duševnem zdravju, opolnomočiti osebe s težavami v duševnem zdravju pri iskanju ustrezne pomoči, informirati in osveščati javnost o težavah v duševnem zdravju. Kampanja je nastala kot odgovor na rezultate raziskave NIJZ o doživljanju epidemije COVID-19 med študenti, izvedene marca 2021, ki so pokazali, da so nedavne epidemiološke razmere in zaščitni ukrepi ter zapiranje družbe negativno vplivali na njihov vsakdan in posledično tudi na njihovo duševno zdravje. Danes se bomo pogovarjali z vodjo kampanje, psihologinjo Nušo Crnković, o tem, kako rušiti stereotipe, mite in stigmo na področju duševnega zdravja, zakaj je pomembno o duševnih stiskah spregovoriti, si poiskati pomoč, kako bolje razumeti in kako biti sočutnejši do posameznikov z duševno stisko. Nuša, pozdravljena. Juja. Nisi ok, povej naprej je antistigma kampanja. Lahko poveš kaj več o tem oziroma na primerih razložiš, kaj sploh je stigma, kako se kaže v našem vedenju? Stigma je nek tak kroven koncept, če si predstavljamo kot dežnik in je, pod katero pride sestavni del, in to so stereotipi, predsodki in pa diskriminacija. Stereotip je neko napačno, zmotno prepričanje o nečem, v tem primeru duševni stiski, motnji. Recimo primer takega stereotipa bi bilo, depresivna oseba je samo lena. Pa vemo, da to ni res, ker ko si depresiven, je upad motivacije, upad energije in tako naprej. Predsodek je pa potem, ko ti sprejmeš ta stereotip in na to damo gor neko čustveno reakcijo. Se pravi, kako to izgleda v praksi, je tako, da bi jaz videla depresivno osebo in bi me to ziritiralo, ker bi bila prepričana, da je samo lena, da si samo ne da delati, ne pa dejansko, da je oseba v stiski. Diskriminacija je pa vedenjska komponenta potem, se pravi, potem tukaj govorimo o izogibanjih, o nezaposlovanju, o drugačni obravnavi osebe z določene neke skupine kot drugo, se pravi, ni enakovredne obravnave. Torej, v primeru diskriminacije oseb s težavami v duševnem zdravju bi to izgledalo, torej jaz vidim osebo, ki je depresivna in mislim, da je samo lena, se pravi, to je ta stereotip, in potem pride predsodek, to me ziritira, in diskriminacija, torej vedenjski del je pa to, da se je pa potem izognem in nočem iti z njo na kavo, recimo. Okay. Kaj so pa ti razlogi oziroma zakaj je stigma duševnega zdravja pri nas še vedno prisotna? Prisotnost stigme je pri nas v zadnjih letih se zmanjšala, kar je zelo dobra novica, ampak to pa ne pomeni, da je ni. Kljub temu, da se je dvignila zdravstvena pismenost na področju duševnega zdravja, se pravi, to pomeni, da smo ljudje bolj ozaveščeni o različnih motnjah, ki obstajajo v stiskah. To še vedno ne pomeni, da pa ljudje ne stigmatiziramo. V smislu, da še vedno ne probamo nekako ločiti med nami in njimi. Se pravi, jaz sem tukaj, mene se to ne more dotakniti, oni so pa tam. In to neko prepričanje o neki eksistencialni razliki, tako, ki pač obstaja med mano in njim. Čeprav v resnici se vsak človek vsaj enkrat v življenju znajde v duševni stiski in to je dejstvo, je neizogibljivo. Izogibljivo. In je to pravzaprav nekaj popolnoma človeškega. In kar vidimo, je to, da zdaj z družbenimi omrežji tudi, ker tudi raziskave kažejo, je to, da smo se premaknili
iz tega, ker je bil včasih nek cilj, nek ideal, družbena omrežja nam predstavljajo kot nekaj vsakdanjega, nič posebnega. In to, kar je pa sedaj predstavljeno na družbenih omrežjih kot ideal, je pa v resnici nekaj, kar je nedosegljivo, nerealno, ker nihče ne pokaže v ozadju vseh teh Instagram storyjev, TikTokov, Facebook objav neko realnost. Pokaže se samo najlepše trenutke, najsrečnejše trenutke, najboljše. In to nam potem tudi daje kar vtis, da ne smemo biti žalostni, ne smemo imeti slabega dneva, ne smemo z levo nogo vstati zjutraj in biti kisli, ker je takoj narobe. Tako je to patologija, tako je to diagnoza, tako je nekaj s tabo narobe. Pa ni tako. Pač to ne pomeni, da si ti takoj, ne vem, diagnosticiran za neko motnjo. In pa tudi konec koncev, ko govorimo o diagnozah, še vedno nekako pri ljudeh to lahko vzbuja pri samih sebi, da so pa sedaj oni šibki, da so nesposobni, da niso bili zmožni sami rešiti te stiske, da so, ne vem, ne dovolj dobri, konec koncev. Ampak v resnici diagnoza, kaj nam strokovnjakom pomeni, je samo, na kakšen način se bomo v narekovajih rečen lotili zdravljenja, kakšen pristop bomo obrali, kaj je tisto, kar oseba s tovrstno diagnozo potrebuje za to, da bo lahko išla iz svoje stiske. To ne pomeni, da zdaj ti ta diagnoza si. To je samo en delček, to ni nekaj, kar definira osebo kot celoto, in to tudi ni nekaj, kar bi kogarkoli delali šibkega ali pa manj vrednega ali pa kogarkoli, ne. In kar je dejansko, po mojem mnenju, je prej to odraz neke moči, da si greš poiskat pomoč. Ker je včasih, sploh če je prisotna stigma, je težji navkljub stigmi reči, jaz rabim pomoč. In v resnici s tem, ko to narediš, oziroma sami sebi naredimo največjo uslugo, namesto da se matramo, pa sami nekaj probamo, ker dejansko potem lahko samo spirala se začne še bolj nadol. Ne moramo vsega sami rešiti in s tem ni nič narobe. Tako ne moramo, ne vem, sami rešiti zlomljene roke, pa zato rabimo gips. Tako včasih rabimo pač tudi malo več pomoči. Ok. Torej tudi stigma vpliva na iskanje pomoči. Ja, tako je. Se pravi, s tem, ko nas je strah, kaj bojo drugi rekli, kako se bojo drugi odzvali, je zaradi tega, ker se tudi mi zavedamo, da ta stigma je, ker lahko tudi mi nezavedno in nenalašč stigmatiziramo, potem to tudi vpliva na našo odločitev, ali bomo šli po pomoč ali ne. In potem, kar je še več, je tukaj pomembno tudi omeniti koncept samostigme. Samostigma je pa pojav, ko pravzaprav sami sebi stigmatiziramo. In kako pride do tega je, da smo izpostavljeni neki družbeni stigmi, recimo primer, kot sem rekla prej, stigma osebe z depresijo je samo lena, in potem rečeš, jaz sem depresiven, se pravi, sem jaz len. In potem sam nase obrneš to dodatno stisko, oziroma stigmo, in s tem potem sam še sebe bolj zadržuješ nazaj in si ne daš tistega prostora in neke sočutnosti do sebe, da bi poiskal pomoč in probal iziti ven iz te stiske, oziroma tudi konec koncev videl sebe kot zaslužnega, da si vreden tega, da greš po pomoč. In posledično stigma lahko zelo negativno vpliva na iskanje pomoči, še posebej pri tistih, ki imajo res hudo stisko. Ker je zanimivo, je to, da raziskave nekako kažejo, da tisti, ki so res v hudi stiski, jih bo stigma odvrnila od tega, da bodo šli po pomoč. Kljub temu, da so oni tisti, ki jo res potrebujejo. Medtem ko tisti, ki imajo pa blažje oblike stiske, bojo pa zaradi stigme prej šli po pomoč, ker jih bo strah,
kaj pa, če se to bolj razvije in pa bojo videli, da je z mano nekaj narobe, da nisem v narekovajih normalen in gre raje hitro po pomoč, da ne bi prišlo do tega, da bi kdo karkoli opazil. Kar je pa tudi ne problematično, če tako pogledamo, da greš ti po pomoč ne zaradi tega, ker bi ti želel iziti iz te stiske zaradi sebe, ker bi ti želel sebi pomagati, ker bi ti videl sebe kot zaslužnega, da greš po pomoč in videl tudi to svojo stisko, kot sem prej dala primer, ko greš po gips za zlomljeno roko, greš na psihoterapijo ali pa do psihiatra ali pa psihologa po pomoč oziroma po gips v narekovajih za duševno stisko. In ne bi smel biti motiv ta zunanji strah pred stigmo. In je to spet problem, ker na konec koncev, če želimo narediti spremembo, mora to prihajati iz nas. Nikoli ne bo dovolj dobra motivacija, če to izhaja iz nekoga drugega. To je isto, kot če pomislimo, recimo otroku rečeš, moraš imeti petke. Nikoli ne bo tako motiviran za učiti, kot pa če bo imel pred sabo neko snov, ki ga bo res zanimala in se bo z veseljem učil in bo posledično tudi imel pol petke. Primer. In hkrati pa določene ljudi stigma odvrne od iskanja pomoči, ne samo zaradi tega, kaj bi lahko drugi mislili, ampak tudi v strahu, kaj bo potencialni delodajalec mislil, kaj bo moj učitelj mislil, kaj bo moj profesor mislil, ali pa kaj bo moj starš mislil konec koncev. Bom nekoga razočaral, ne bom dobil službe, me bo profesor drugače obravnaval. In zato je tukaj, to sem že večkrat izpostavila in spet pozivam, naša družbena odgovornost, da namesto da pritiskamo na ljudi, moraš biti super dupa, ok, moraš biti samo kljukce po regalcih, moraš biti brez stiske, moraš biti vedno dobre volje, ne smeš imeti slabega dneva, ne smeš se znajti v stiski, ne smeš se slabo počutiti. Mi smo ustvarjali to prepričanje in zato je tudi na nas odgovornost, da to spremenimo in da namesto da stigmatiziramo in obsojamo in ljudi neenakovredno obravnavamo samo zaradi tega, ker ima ali kronično duševno bolezen ali duševno stisko, da zaradi tega jih mi še dodatno svojim vedenjem tlačimo dol. In je na nas, da ustvarimo družbo, ki spodbuja odprto komunikacijo o tem, ki spodbuja iskanje pomoči in ki nudi ljudem, ki se znajdejo v stiski, podporo in pomoč in neko varnost, ne pa grajanje. Ker konec koncev, če tako pomislimo, vsak od nas se kdaj znajde v tem. Tako da pravzaprav ne bo pa motivacija, pomagal bom sebi, zase bom to naredil, za svoje otroke bom to naredil. Tako da, ja, stigma zelo vpliva na iskanje pomoči. In zdaj, kaj bomo pa mi z tega naredili, je pa naša odločitev. Nekaj smo že omenili o tem, ampak mogoče še malo konkretneje. Kam ne se ti posamezniki, ki se znajdejo v teh težavah v duševnem zdravju, kam se lahko obrnejo po pomoč? Obstaja več različnih virov pomoči. Zdaj, nekateri so, rečemo, klasični v zdravstvenem sistemu. Tukaj govorimo, se pravi, en vidik so psihiatrične bolnišnice. Te so namenjene res najbolj akutnim, najbolj težkim oblikam stisk. Pa ne zato, ker bi to pomenilo, ne, ti boš pa zdaj tam zaprt, pa to je to, šel si v psihiatrično bolnišnico, zdaj si pa, ne vem, odpisan, zdaj pa to s tabo, ampak se gre samo za to, da imajo specialna znanja, kako pomagati v res hudi stiski. In kot smo prej rekli, diagnoza je samo smerokaz za strokovnjake, v katero smer se obrniti. In v psihiatričnih bolnišnicah znajo res specifično se obrniti za specifično stisko.
To je, se pravi, ta najvišji nivo. Potem imamo pa na primarnem zdravstvenem nivoju, se pravi, to je nivo, kjer govorimo tudi o družinskih zdravnikih oziroma osebnih zdravnikih. Imamo pa tako imenovane centre za duševno zdravje za otroke in mladostnike in pa center za duševno zdravje za odrasle. Za dostopanje do centra za duševno zdravje vse, kar potrebujemo, je pravzaprav osnovno zdravstveno zavarovanje oziroma po domače zdravstveno kartico. Tja nas lahko napoti zdravnik ali sami pokličemo termin za center za otroke in mladostnike, pa po priporočilu pediatra. Centri za duševno zdravje, tako za otroke in mladostnike, kot za odrasle, so zelo inovativen in dober primer prakse, kako zagotoviti čim širši skupnosti dobro duševno zdravje. Tam imate na voljo obravnavo iz strani multidisciplinarne ekipe. Kaj to pomeni? Se pravi, to pomeni, da ste obravnavani strani različnih strokovnjakov. Hkrati, se pravi, celostno, ker je tudi na duševno zdravje ni enoznačno, ni samo okolje, ali pa ni samo genetika, ali pa ni samo družinski odnosi. Na naše duševno zdravje vpliva toliko različnih faktorjev in to pomeni, da nas tudi iz različnega vidika obravnavajo strokovnjaki. Tukaj govorimo o psihiatru, psihologu, diplomirani medicinski sestri, logopedu, socialnem delavcu in tako naprej. In oni potem tudi nas usmerjajo lahko naprej, ali rabimo bolj specializirano obravnavo, ali je pravzaprav ta obravnava, ki bi jo dobili v centru za duševno zdravje, preveč napredna v narekovajih, oziroma ne potrebujemo tako intenzivne obravnave in nas lahko usmerijo recimo tudi na center za krepitev zdravja oziroma zdravstveno-vzgojne centre, ki so pa prav tako v sklopu zdravstvenih domov. In enako kot za center za duševno zdravje, tudi tukaj potrebujemo samo osnovno zdravstveno zavarovanje. Tam pa potekajo različne delavnice in individualna svetovanja, kako krepiti svoje zdravje. Tukaj govorimo od recimo opuščanja kajenja, zdravega življenjskega sloga, pa do delavnic, kako obvladovati stres, kako pravzaprav urejati oziroma kako pristopati k temu, kakšne tehnike lahko uporabimo za sproščanje. Potem so tudi specializirane delavnice, ki pomagajo osebam, ki se soočajo z depresijo in anksioznostjo, kako to nekako uravnavati, samo uravnavati. Potem pa imamo seveda poleg teh klasičnih zdravstvenih, imamo tudi različne nevladne organizacije na tem področju, ki so zelo aktivne, različne svetovalnice tudi, telefonsko svetovanje, spletno svetovanje, forumi. Tega je ogromno, ker pa vemo, da je pa včasih se zelo težko znajti v tej prenasičenosti, kaj, kdaj, kam, zakaj. Smo pa v sklopu kampanje Nisi ok, povej naprej pripravili pot do pomoči, ki vam lahko pomaga, kam iti, kdaj, v katerem primeru, nekako taka orientacija oziroma zemljevid how to do pomoči, in jo lahko najdete na naši spletni strani www.nisiokpovejnaprej.si pod zavihkom kam po pomoč. Kaj pa mogoče posamezniki, ki niso pripravljeni poiskati neke res uradne strokovne pomoči? Kaj bi njim svetovali? Kot prvo, za vsako duševno stisko ali slabše počutje, kot sem že prej omenila, niti ne vidim potrebe po tem, da bi vsak iskal strokovno pomoč. Kot sem rekla, čisto ok je, če imaš kakšen slab dan ali pa staneš zadevo nogo, si žalosten dan, dva, nič narobe, pač to je človeško. Ker včasih, pa ko smo v stiski že dlje časa, pa nismo čisto prepričani, kako bi, kaj bi, je pa vedno dobra ideja se pogovoriti z nekom, ki mu zaupamo. Zdaj, bodi si to družinski član, prijatelj, prijateljica, športni trener, profesor, sodelavec, kdorkoli. Pač oseba, ki ji zaupamo in se v njej počutimo
varno, sproščeno in z njo lahko spregovorimo. Ker konec koncev včasih že sam, ko nekomu na glas to poveš, del bremena odpade. Imeti nekoga na drugi strani, ki te posluša, je včasih že dovolj, da spusti nek ta najhujši del, ne ko govorimo o blažjih stiskah. Je pa potem tudi odgovornost na drugi strani, da se primerno na to odzove. Ker če nekdo pride k nam in nam zaupa svojo stisko, ni na nas, da bomo podajali neke razsodbe oziroma neke ocene glede tega. Vsaka stiska je subjektivna stiska. To pomeni, meni se lahko zdi tvoja težava minorna proti moji, ampak to ne pomeni, da ti doživljaš to stisko kakorkoli manj intenzivno, močno, težko, kot jaz svojo doživljam. Ker je to vedno v osnovi, kako posameznik doživlja eno stvar. In zato komentarji kot poglej bolj pozitivno, ne biti tako pesimističen ali pa cheer up, pojdi malo ven, ne vem, žurat s frendi ali pa nekaj se sam sebi smili. To nič ne pomaga. S tem, ko nekdo nam to reče, ko smo v stiski, nam kot prvo da sporočilo, moja stiska tej osebi ni pomembna in nekaj je res narobe z mano. Pač jaz sem tisti, ki sem tukaj problem. In potem ta oseba, ko dobi take negativne oziroma neke take stigmatizirajoče odgovore, ne bo več govorila o tem, oziroma je manjša verjetnost, da bo naprej govorila o tem, da bo iskala pomoč ravno zaradi tega. Šla je do osebe, ki ji zaupa, ker to, da nam nekdo to pove, je znak najvišjega zaupanja. In da od osebe, ki ji najbolj zaupa, dobi tak odziv, smo šli res v meglo. In je zato pomembno, da poslušamo. In če ne vemo, kako se odzvati, če res ne vemo, je vedno najbolj varen pristop to, da rečemo, kaj potrebuješ. Vprašaš, kaj potrebuješ. Potrebuješ, da te poslušam, potrebuješ, da s tabo jokam, potrebuješ, da sem s tabo jezen, potrebuješ, da ti podelim svojo izkušnjo, želiš slišati, kaj si jaz mislim o tem, rabiš, da ti pomagam poiskati strokovno pomoč. Tudi to, ker že včasih samo ta prostor, da daš človeku, da ti pove, kaj rabi, je zelo pomembno. In zato je tudi na nas odgovornost, kako se bomo mi na to odzvali, ker ni vedno formalna pomoč tista, ki jo nujno rabimo, ker tudi mi lahko svojim najbližjim, ki jih imamo res radi, pomagamo. Kampanja se je začela približno 1 leto nazaj. Kakšni so odzivi na kampanjo? Ste mogoče med kampanjo opazili kakšne spremembe oziroma izboljšanja? Tekom zadnjega leta dela na kampanji so se stvari zelo hitro odvijale. Včasih se mi zdi, da smo začeli prejšnji teden s kampanjo, včasih se mi pa zdi, da 3 leta nazaj že. In bolj kot smo razvijali, bolj kot smo bili prisotni, bolj kot so nas ljudje začeli prepoznavati, več ko so slišali v nas, več dogodkov, ko smo naredili, več objav na Instagramu, več vsebin na spletni strani kampanje, bolj so se ljudje začeli sami javljati. Sami nam pošiljajo svoje osebne zgodbe, v želji, da bi delili svojo izkušnjo, zato da bi nekomu pomagali. Nekako je ista, tako kot bi rekla, rdeča nit, oziroma enaka tema teče skozi vse te e-maile, ki jih dobivamo z osebnimi zgodbami ljudi. In ta je, da si želijo, da bi njim nekdo povedal, da je ok, tudi če nisi ok, da se da priti ven iz stiske, da je možen izhod, da ni to, da nisi zdaj zapečaten in da to tudi ni nekaj, kar te definira. In da si tudi oni želijo, da bi vedeli,
kako zelo pogosto je to, ne? Ker ko se začnemo pogovarjati z ljudmi, šele vidimo, koliko je tega in koliko ljudi dejansko niti v strahu pred stigmo ne upa o tem spregovoriti. In tudi z vsemi temi vsebinami, ki se gradijo, potem tudi dobivamo prošnje za sodelovanje na dogodkih, da bi predstavili vse te vsebine, ki jih imamo, da bi spodbujali grajenje prostora za pogovor o duševnih stiskah. In tukaj nam zelo pomagajo tudi naši ambasadorji, ki preko svojih kanalov, svojih krogih tudi širijo to besedo. To so vsi osebe z lastno izkušnjo ali pa so svojci osebe z lastno izkušnjo in so ukrevali in so šli čez to pot, zato da se pokaže, da je to možno. In jaz, ko smo začeli to kampanjo, si nisem predstavljala, da bo v tako kratkem času kampanja ratala tako prepoznavna in da bomo dobili toliko pozitivnih povratnih informacij in pa tudi želje ljudi, da se priključijo kampanji in da se glas širi naprej. Študente in študenti se ponovno vračajo v študijske klopi in vstopajo v novo življenjsko obdobje. Za njih je ta selitev oziroma novo študijsko leto lahko stresno, novo okolje, novi ljudje. Marsikdo se lahko znajde v stiski. Kaj bi morda njim svetovali? Prvo kot prvo bi želela študentom položiti na srce, da raziskave kažejo, da je to študentsko obdobje, ta študij, ta intenzivnost, količina vsebin, neka ta pričakovanja in hkrati ta neodvisnost in sam od sebe si moraš postavljati strukturo. To je eden najbolj stresnih obdobij v življenju. Tako da, če ste pod stresom, če ste v stiski, če imate občutek, da je vsega preveč, nad skrbeti, vsi študenti na svetu se tako počutijo. To je prva stvar. Tudi jaz sem se tako počutila, ko sem bila študentka oziroma se še vedno. Zdaj, lahko pa marsikaj naredimo, da si pa to ublažimo. So neki triki v narekovajih, kaj lahko naredimo, da bomo lažje shajali s tem norim študentskim tempom. Zdaj, prva stvar, ki je meni osebno nikoli tega ni ratalo usvojiti, niti nisem imela potrebe po tem, recimo ena moja študentka, ki pa pomaga na tej kampanji, pa konstantno to dela in to je organizacija časa. Se pravi, da si naredite enostavno ali koledar na telefonu ali rokovnik, se vpiše urnik, kdaj imate kjer predavanje, kdaj imate vaje, kdaj so roki za oddajo seminarskih izpiti, pisni, ustni in tako naprej. In potem, s tem, ko boste začeli hoditi na predavanja, na vaje, boste tudi videli, katera snov vam bolj leži in mogoče zato potrebujete manj časa za študij oziroma za učenje, kateri so pa bolj kompleksni predmeti, ki bodo potrebovali več časa. Jaz osebno sem zmeraj rabila več časa za tiste klasične, kjer si mogel enostavno memorizirati ogromno količino nekih teorij, dejstev. Spet drugim gre pa to hitrejš, pa rabijo več za statistiko ali pa matematiko. Tako da je tudi tukaj zdaj poznati sebe, kje je tisti del, ki te leži. In se ne primerjati z drugimi sošolci. Vedno je eden tisti, ki bo rekel, jaz sem se pa učil samo en dan. Pač v vsakmu razredu je to in to je iz osnovne pa do faksa vedno drži. Tako da ne se ozirati na druge. Druga stvar, ki je zelo fajna, ko imamo organiziran, se pravi, te študijske vidike, je to, da si pa tudi najdemo čas zase. Se pravi, čas, ko bomo šli delati nekaj, kar nas veseli. Bodi si, v hribe, fitness, pijača s prijatelji, brali knjigo, gledali Netflix oziroma kjerokoli serijo, film. Ali pa, šli izvajati prostovoljna dela, ali pa bilo kaj, kvačkati.
vsak ima svoje. Ne? In je zelo pomembno, da ko si organiziramo čas, da najdemo čas tudi zase. Zakaj? Zato, ker je to tisto, kar nam, tako rečeno, nafila baterije. To je tisto, kar nas napolni z novo energijo. Pa to je lahko kratek čas, to ne rabite zdaj vsak dan, mora biti tako. Ne, to je lahko 10 minut, 15 minut, 1 ura, kakorkoli. Pač najte si svoj čas in najte si tudi čas, ko odklopite od faksa. Recimo, ne vem, petek popoldne, ko zaključite s faksom, zaprete, ne pišete poročil, se ne učite, petek je pač večer, je pač čas, ko delate karkoli želite. In potem lahko v soboto, nedeljo nadaljujete. Ampak to je tako, da imate neko pravilo, da zaščitite tudi ta del, da sebe odklopite. Potem pa sploh za bruce to pride v poštev, ko pridete v novo okolje, je lahko zelo osamljeno. Jaz se spomnim, jaz sem šla edina takrat v Koper, vsi moji sošolci so šli v Ljubljano in sem bila tako sama. In da sem se res dobro začela počutiti na študiju, je bilo, ko sem začela graditi ta socialni krog. Jaz sem imela sicer to srečo, da sem imela cimro, ki so bili sošolki in so se zelo dobro razumeli, še danes pa zelo prijatelji. Ampak ta grajenje novega kroga, pa to ne pomeni, da zdaj morate imeti družbo 20 ali pa družbo super popularnih. Ne, to pomeni, da si najdete ljudi, ki so vam blizu, ki so vam pomembni, ne glede na to, kaj drugi mislijo, bodi si 1, 2 ali 5. Pač tisto, kar je vam pomembno, tukaj je poudarek, kar je vam. Zdaj, če ste mogoče majhen bolj introvertni, pa je težje pristopiti v razredu, pa začeti govoriti. Lahko probate tudi s tem, da se vključite v kakšne športne aktivnosti ali pa kakšen študentski klub oziroma te študentske kot take aktivnosti, ki so na fakulteti v študentskih organizacijah. Lahko tudi preko katerih teh vaših hobijev potem pravzaprav postopoma koga na novo spoznate. In potem je pa tukaj seveda pomembno tudi za nas, oziroma za vse, ne samo študente, ampak tudi za vse. In mogoče ne v tem stresnem obdobju, ki je študij, še posebej pomembno, so medosebni odnosi. Zdaj ne samo pač to, da imaš socialni krog, ampak da imaš ti okoli sebe ljudi, s katerimi imaš zdrave odnose. Se pravi, da so to ljudje, ki spodbujajo tvojo osebnostno rast, ki te podpirajo, ki te spodbujajo, da ni to nekdo, ki te dol tlači, ki te zaničuje, ki te izkorišča, ki je tam samo takrat, ko on tebe rabi, ne v obratni smeri. In da imamo pa lahko res zdrave odnose in dobre odnose, je pa najprej pomembno, da imamo dober odnos s sabo. In kaj s tem mislim, je ne samo pač to samospoštovanje, samo ljubezen in tako naprej, ampak je, da poznamo lastne meje. Zaprav, da vem, do kje je meni nekaj okej. In da jih postavim odločno, prijazno, ampak odločno. In od njih za neke stvari, ki so nam absolutno ne odstopam. Simple as that. Ker je pač pomembna lastna zaščita svojega dobrobiti. Primer. Jaz se grozno bojim kač. Groza, katastrofa. In če bi recimo moj partner se odločil, da bi hotel imeti pa domačega ljubljenčka kačo, pač to absolutno ne bi šlo skozi. Ker potem ne bi več skupaj živela. Ker pač jaz vsakič, ki bi prišla v stanovanje, bi mi infarkt zadev. In tukaj je moja meja. In on, kot moj partner, ki me spoštuje in ceni moje meje, je ne bo prestopil. In hvala Bogu, ne bo kupil kače. In isto, pa je to zelo banalen primer, ampak isto velja tudi za vse druge stvari. Če se ne počutite, da bi želeli iti na žurko, vam je neprijetno v določeni družbi, če vam ni do tega, da bi pili, če vam ni do tega, ne vem, da bi se vključevalo v neke aktivnosti, ki vam niso ugodne, ki vam obmisli tem, da bi se v to šli delati ali pa da bi to sprejeli ali pa kakorkoli, pojavi nek tak notranji občutek,
kepe ali pa tesnobe ali pa neko črvičenje, da ni tisto, kar bi si želeli, je pač to ne. In zdaj, če vas oseba na drugi strani spoštuje in ceni, bo sprejela vaše meje. Če vas ne, pa itak nima veze. Pač ker ta oseba ni vredna, ne? Ker to potem ni zdrav odnos. Ampak tukaj je pa pomembno pristaviti še ta del. Ko govorimo o osebnih mejah in zdravem, ne, tem postavljanju mej, kaj mi je okej, kaj mi ni okej, je pa pomembno tudi povedati, da moramo ob tem spoštovati tudi meje osebe na drugi strani. Se pravi, zdaj tukaj se ne gre samo kaj jaz, ampak je tudi kaj druga oseba. In tukaj pa potem pride do tega dela, ki mu rečemo kompromis. Tako da kompromisi so tudi zelo pomembni, ampak moramo pa tudi spet vedeti, do katere mere je meni okej, ne, prestaviti to mejo, raztegniti, ne, če si predstavljate kot elastiko, kje bo pa ta elastika počela in bo moja meja absolutno prestopna. In z druge strani enako. Ne, in včasih je okej, če se pač ne strinjamo, ni nič narobe s tem. In potem še en nasvet, ki ga imam za študente, je obvladovanje stresa. To je umetnost. Zdaj, lahko se ga naučimo preprosto tako, da gremo v center za krepitev zdravja v lokalnem zdravstvenem domu in tam se prijavimo na delavnico za obvladovanje stresa. Voilà, je narejeno. Potem imate opcije, da si jih učite tudi preko vsebin na naši spletni strani, kampanje. Tam lahko recimo tudi pogledate bolj podrobna navodila glede osebnih mej. Zdaj pa še zadnji nasvet, ki ga imam, je pa vezano na vašo izbor študijske smeri. Večina študentov vsaj enkrat potem, ko začnemo študirati, ko smo bruci, se vprašamo, ali sem izbral pravo smer. In če je odgovor ja, super, the best, nadaljuj. Če je odgovor ne vem ali, pač ne vem, da je še malo priložnosti, poglej, počakaj, se ti nikamor ne mudi. Če je odgovor ne, pa nič narobe s tem. Konec koncev si šele na začetku in posledično lahko spremeniš smer svojega življenja, kadarkoli želiš. To lahko narediš tudi, ko študiraš, dodiplomski študij, podiplomski študij, pač nikoli ni prepozno. Res, da enkrat, ne, ko si že zaposlen, je malo težje neke nove smeri ubirati, ampak je vedno možno. Zato, če imate občutek, da ni to, da to ni ta prava smer za vas, če je nek notranji občutek, da ni to, tako smo si zamislili, zamenite smer. Nič ni narobe s tem, ne obotavljati, naredite sami sebi uslugo. Neodvisno od tega, da kaj bojo doma rekli, kaj bo moj partner rekel, partnerka, izgubil bom frende. Ne, ker če so ta pravi prijatelji, bojo ostali, družina bo razumela, če pa ne bo, je pa to njihov problem, ne vaš. In tukaj se gre za vaše življenje in ne rabite polagati računov nikomor. Važno je, da vi zasledujete tisto, kar bo vas osrečilo, in tako pač poskrbite zase. In zdaj pa obljubim čisto zadnji nasvet, je pa vezano na obvladovanje stresa. Obstaja več različnih tehnik obvladovanja stresa, ki si jih lahko naučite tako, da se vključite v delavnico za obvladovanje stresa ali pa za tehnike sproščanja v sklopu centrov za krepitev zdravja oziroma zdravstveno-vzgojnih centrih, v lokalnih zdravstvenih domovih po Sloveniji, ali pa se obrnete na našo spletno stran, kjer imate več različnih nasvetov, lahko vam pa pri tem tudi pomagajo različne študentske psihosocialne svetovalnice, ki so namenjene ravno tem, ne, da pomagajo študentom, ko se znajdejo v stiski, v novih situacijah in preobremenjeni in tako naprej. Morda za konec še nasvet. Nekaj smo o tem se že pogovarjali, ampak kako vsi kot družba lahko torej prispevamo k zmanjševanju stigme duševnega zdravja?
Mogoče bi pravzaprav povzela za začetek to, kar sem že tekom najnega pogovora izpostavila. In prva stvar je to, da je na vsakem posamezniku na začetku, da se zave, kako on s svojim vedenjem doprinese k tem, da se stigma ohranja. Zdaj bodi si nezadostno informiranost, neka zmotna prepričanja, kakšni miti o duševnem zdravju, bodi si tudi, ne vem, z vedenjem lastnim, neko izogibanje. Ampak tukaj se ne gre za to, da zdaj pravim, da to za nalaž delamo. Ampak tukaj se gre za to, da se mora vsak posameznik zase vprašati in pogledati vase, kaj lahko on s svojim vedenjem ali neznanjem doprinaša na tem področju. In potem, ko se mi začnemo pri sebi spraševati, potem lahko to na družbo prenesemo kot celota, ker en posameznik 10, 20, 50 družba. In potem naslednja stvar, ki je tudi to, da se začne vsak pri sebi zavedati, da s tem, ko pravzaprav delimo na mi, oni, jaz, ti, da s tem pravzaprav in neko to prepričanje, meni se pa to ne more zgoditi, jaz sem pa varen pred tem. Ali pa on je pa šibek, to je pa družina bila, to so čudni ali pa karkoli. To pravzaprav sami sebi tudi škodo delamo, ker če že nimamo te motivacije, da bi za druge se potrudili, se potrudimo zase, ker dejstvo je, prej ali slej se bomo sami znajdeli v stiski. Pač statistično dejstvo, vsak človek se vsaj enkrat v življenju znajde v stiski. In potem, potem bomo pa mi na uni strani, bomo mi oni. In si probujemo predstavljati, kako je bilo nam, ko smo že bili v stiski, ali pa predstavljati, kako bi bilo nam, ko bi bili v stiski in bi nas nekdo stigmatiziral in nas bi nekdo dol tlačil in nas nekdo ne bi dal priložnosti za zaposlitev v službi ali pa nekdo nam ne bi dal priložnosti za, ne vem, na kakšni vodstveni funkciji ali kakorkoli podobno. Se pravi, začnimo gledati to širše in ne tako specifično, brez konteksta, mi, oni. Ker to je cikel življenja in duševne stiske so del življenja in s tem ni nič narobe. Kar pa je narobe, je pa to, da namesto, da bi se podpirali takrat in si stali ob strani in spodbujali in pomagali ljudem, da izidejo iz te stiske na dober način, čim prej jih dol tlačimo oziroma jih celo s svojimi negativnimi, stigmatizirajočimi pristopi oviramo na temu. In hkrati pa tudi neka ta potem odgovornost nas posameznikov, vsakega posebej v celi družbi, da ko nekdo pride k nam in nam zaupa svojo stisko, da se moramo v tistem trenutku zavedati kot prvo, kakšen izraz zaupanja nam je s tem oseba izkazala. In kot drugo, da nismo mi tule zato, da podajamo vrednostne sodbe. Mi smo tukaj zato, da to osebo podpremo. In podpremo jo, če ne druga, na ta način, da jo poslušamo in vprašamo, kaj potrebuje. Ali potrebuje samo, da poslušaš, poveš svojo izkušnjo, z njo jokaš, z njo jeziš, z njo smeješ, pomagaš poiskati strokovno pomoč. Ni na nas, da bomo vrednotili njegovo občutje in težo stiske. In za konec pa še to, da ljudje smo veliko več kot naša diagnoza ali pa naša stiska. Mi smo mozaik izkušenj in dobrih, slabih, čudovitih. Vse to nas dela to, kar smo kot oseba. In ta stiska ali pa ta duševna motnja ali pa, ne vem,
sladkorna bolezen ali pa težave z križem ali pa astma ali pa dermatitis, karkoli. To ni nekaj, kar nas definira kot človeka in isto nas ne definira naša stiska. In zato to je samo en sestavni del, ki nas dela celoto lepo, takšno kot smo. In zato tudi bodimo sami do sebe prijazni in si dajmo možnost, da izidemo iz stiske in poiščemo pomoč bodisi pri bližnji osebi ali pri strokovnjaku. Nuša, najlepša hvala za ta vpogled v duševno zdravje in za vse nasvete. Z veseljem. Dragi poslušalci, vsak se sooča s svojo stisko, zato bodimo razumevajoči en do drugega in kot rečeno, če mislite, da niste ok, ne oklevajte in povejte naprej. Za več informacij o kampanji in o virih pomoči obiščite njihovo stran nisiokpovejnaprej.si ali Instagram z enakim imenom. Če imate kakšno vprašanje, pa nam jih zapišite v komentar. Hvala, ker ste nas poslušali, z vami sem bila Alja.